Kitajci. Naslednje je že predstavitev Petra Mikša, Matija Zoran, predstavlja Petra Mikša. Meja med Nemškim rajhom in NDH v Obsotelju 1944-1945 med spominom in materialnimi ostanki. Hvala. Lepo zdrav, hvala lepa za besedo. To je v bistvu tema, ki so pripravila s kolegom Matijo in je nastala v sklopu projekta, o katerem smo danes že kar nekaj lahko slišali. Vam bo prikazala v bistvu zgodbo južne meje Nemškega rajha, dela južne meje Nemškega rajha, gledano celostno bolj na nemški, torej na današnji slovenski strani. Začel bom z pisom v matično knjigo s podobno zgodbo, kot je končala kolegica Maja, s tem, da poudarjam, govorimo o letu 51. Leta, torek je bil 29. maja, je Franček s svojim bratom in sosedom končal pouk okrog 11:30 in se odpravil proti domu, ko so šli, seveda fantje mladi, stari okrog 10 let, 11, proti domu so zavili proti meji. Tukaj nam kaže znakec, v bistvu, ki je pot in ki je v bistvu meja. Šli so do potoka, do Sotle, da bi malo pogledali za ribami in tam so naleteli na v bistvu granato, na mino. Odločili so se, da jo bojo odprli in se pač z njo malo poigrali. Žal je ob 12. mina počla in ubila vse 3 fante. Ker zgodovinarji v bistvu marsikatero raziskavo, osebno afiniteto, je v bistvu tudi ta zgodba zelo povezana z mano. Moj oče je bil tedaj bolan doma, drugače je v bistvu bil z njimi, ker so bili sošolci in je na ta način preživel. Kljub temu, da je teh dogodkov bilo tedaj za Sotlo, v bistvu za južno mejo Nemškega rajha, ogromno. Zdaj pa poglejmo v bistvu zgodbo, kako je ta mina sploh prišla tja za Sotlo. 41. leta, ko Slovenijo v bistvu okupirajo Madžari, Nemci, Italijani, v bistvu delno tudi Hrvati, vsak od njih spostavi na svojih mejah mejni režim. Torej imamo 5 vrst mejnih prehodov med Nemci, Madžari, Nemci, Hrvati, Italijani, Hrvati, Nemci, Italijani in tako naprej. Ko spostavijo mejo, seveda mejo na nek način zaščitijo, torej sekajo polja, zaščitijo mejo z žico, z minami. Sploh Nemci so bili tukaj zelo striktni svojo mejo, tako južno mejo, zdaj, če gledamo na današnje ozemlje nekako od središča ob Dravi in do tromeje pri Jelgavi Peči, kjer je potekala južna meja nemška, in potem vse preko Dolenjska do Ljubljane, Bohograjcev in preko Alp do tromeje na Peči so Nemci striktno v bistvu zaščitili z žico visoko do 2 metra, široko do 4 metre in z pasom min. Zraven so naredili take stražarske stolpe in v bistvu na ta način je na celotni današnji Sloveniji izgledala nemška meja. Ostale meje, italijanska, proti hrvaški, mačarska, je v bistvu bila manj stroga. Tukaj lahko vidimo par primerov meje, kako je v bistvu še danes so ostanki vidni, torej na primer italijanski bunker na meji med Italijo tedanjo in NDH. In to je pač eden od prehodov, seveda mejo se je dalo prehajati le preko mejnih uradnih prehodov. Prehajalo se pa je seveda tudi ilegalno. No, mejo so določali na terenu z mejnimi komisijami. Te komisije so zaznačili mejo in potem kartografi so mejo urisali v zemljevid. Tukaj moram poudariti v bistvu zelo dobro interdisciplinarno sodelovanje v sklopu našega projekta. Prav Matija je v osnovi specialist, torej geograf iz Geografskega inštituta Tona-Melika, in geografi nam tu pomagajo ravno preko tega, da pridobivajo najprej kartografsko gradivo, da kartografsko gradivo upenjajo v današnji kartografski sistem in v bistvu lahko smo dobili potek meja, ne dobro v Sotli, vemo, da je pač meja potekala po reki, ampak drugje pa dobimo nekako točen pas, ki meja poteka. Ni pa to edina stvar, videli bomo še kasneje, kako se pomagamo z geografi. Torej, tole par primerov meje, najbolj
najboljše so Deutsche Heereskarte. Zdaj pa v bistvu prehajamo na temo. Tukaj vidimo v bistvu majhen delček južne meje Nemškega rajha, ki je potekal na današnjem slovenskem ozemlju. Danes vam bom predstavil označeno področje, torej nekako od Rogatca pa do Bistrice ob Sotli oziroma mogoče še malo čez, torej do Bizeljskega, ker vjuga reka Sotla, ki je mejna Sotla nekako 86 km. Tole je obravnavano območje na nemški karti in predvsem se bomo zdaj osredotočili na tole drugo polovico zgore, ker v bistvu je Rogaška Slatina, odkode prihajam in v bistvu, ker smo na nek način, ki je srčika te našega projekta, odkode smo v bistvu črpali idejo za prijavo in tudi prve raziskave. Rogaška Slatina je bila tipično spodnje štajersko mesto ob okupaciji, torej podobna zgodba, kot je bila na Mariboru, Ptuju, v Celju, s tem, da je bila v bistvu posebna še zaradi nečesa drugega, ker je bila obmejno mesto med torej Nemškim rajhom in NDH. Bila je sedež okraja Šmarje, s tem, da je v bistvu torej Šmarje okraj, ki je spadal seveda pod Celje, sedež je bil Rogaški, ki v bistvu se dotika meje, torej Rogaška Slatina je na znaku GR, da se znate predstavljati. Rogaška Slatina je bila sedež mejnih komisij, ne samo za NDH, ampak kot lahko vidite tukaj, tudi v bistvu sedež za meje drugod po Balkanu. In kot taka, torej ta oseba, Kurt von Kamphovener, je v bistvu bil nemški diplomat, ki je deloval tako v Ljubljani, na Bledu, predvsem pa v Rogaški, ker je imel dolgo časa svoj sedež in ker je v bistvu preko svojih odločitev s svojimi kolegi odločal o poteku meje, tudi torej južne meje Nemškega rajha. Torej lahko vidite v bistvu pooblastilo ministra Ribbentropa do te osebe. Tukaj je primer polemik, ki naj bi meja tekla nekako, če si predstavljate, pa če se kdaj morda že bili v tistem času, v tistih krajih, v bližini kraja Rogatec, še bliže torej mejnega prehoda današnjega Dobovec. Tule vidimo variante, kako naj bi meja šla. Tule so variante pač že zaradi tega, ker tukaj ni Sotle, Sotla pride izvira tule nižje in tam zgore so se morali odločiti o poteku. Še ena zanimiva stvar je vezana na bistvu ne samo Rogaško Slatino, ampak ob Sotelje, predvsem pa na tudi Hrvaško Zagorje, ki v bistvu se dotika Rogaške Slatine na drugi strani brega reke Sotle. In sicer 41. leta, ko so Nemci prišli na Štajersko, so vzeli velik del Hrvaškega Zagorja in ga priključili Nemškemu rajhu. O tem v bistvu nismo vedeli še kot domačini nič preveč. 36 kvadratnih kilometrov pripojijo aprila rajhu. Logična razlaga oziroma informacije, ki jih imamo trenutno, kažejo preprosto na to, da so bili Nemci lastniki steklarne v Straži, to je še danes delujoča steklarna, na drugi strani Rogatca, torej Kumu na Sotli in preprosto zato, da ne bi imeli težav z prehajanjem meje in mejnega režima so se odločili, da v bistvu to občino Kum na Sotli preprosto priključijo Nemškemu rajhu. Kot lahko vidimo, tukaj je Kum prečrten. Govorimo o 23. juniju 1941. Kum tedaj pade nazaj pod ustaško NDH. Zakaj? Indici kažejo na precej sentimentalen razlog in sicer Mihanović, avtor besedila Lepe naše, je imel svoj dvorec v Hrvaškem Zagorju in Hrvatje so pritiskali na Nemce, da v bistvu jim naj dajo ta del nazaj, ker v bistvu na nek način bi tako zgubili zelo pomemben sentimentalen del svojega ozemlja. V bistvu, kot lahko vidimo, Nemci preprosto oddajo tole ozemlje. Tole je okupirana občina Kum na Sotli, april, maj, juni 1941.
Nemci, predvsem Nemci, so svoje meje zaznačili seveda z mejnimi kamni. Reka Sotla je poplavna reka, zato tudi tista mina, nekako tam 51. leta, ko so jo našli omenjeni fantje. In zato tudi v bistvu zelo malo še ohranjenih mejnih kamnov v tej liniji. Nekaj smo jih še locirali, na kar smo v bistvu zelo ponosni. Nemška označba, na drugi strani žal NDH znaka nikjer nismo našli. 41. leta so Nemci v bistvu kmalu po okupaciji svojih ozemelj na današnjem slovenskem ozemlju se odločili, da bojo torej svojo mejo zaščitili. Delo je potekalo v bistvu zelo podobno. Posod so nabili ob mejo, ali je bila to ob reki, ali je bilo to kakorkoli kje na terenu, kole, če je bil gost, so pas izsekali in v bistvu podrli tudi vse stavbe, ki so bile na liniji meje. Zaznačili so mejo tako, da so zabili kole, približno 2 metra visoke, jih zažičili z žico, z ravno žico in v bistvu z žico tako, kot jo imamo v bistvu danes na južni meji in zraven v bistvu mejo markirali, mejo minirali z 3 vrstami min. Torej, govorimo o meji Nemškega rajha pri nas, pri Rogatcu, pri Bizelskem, na Dolenjskem, v Polhograjskih Dolomitih in v bistvu tudi na nekaterih prehodih v Visokogorju, Vršič, Dolič in podobno. Torej, bili so precej striktni. Mejo si lahko prehajal na uradnih mejnih prehodih. Težava Obsotelja je ta, da v bistvu je bilo ogromno dvolastnikov, torej si imel zemljo na eni ali drugi strani. Ti so seveda dobili prepustnice in so v bistvu lažje tudi v dogovoru z graničarji, ki so bili seveda določeni na eni in drugi strani, prehajali čez. Vsekakor je bila težava najprej seveda meje, mine, drugo pa nasplošno prehajanje meje, pregledovanje tega, kar se pripeljalo z ene in druge strani. Torej, življenje ljudi na meji je bilo zelo omejeno. Tole sliko smo že videli, torej, to je eden od prehodov na južni meji. Vis-a-vis, tole danes v bistvu mejni prehod, vis-a-vis atomskih toplic oziroma term Olimija, torej neposredno zraven, ki smo ga identificirali s pomočjo fotografije, ki smo jo dobili tukaj. In tole je ena mikroštudija mejnih prehodov na razdalji slabih 20 km. Torej, prvi mejni prehod je današnji mejni prehod Dobovec pri Rogatcu, 14. spodaj je mejni prehod, ki smo ga videli sedaj, torej pri Harjini Zlaka pri Podčetrtku. Kot lahko vidimo, je na tem delu zemlje bilo 14 mejnih prehodov. Torej, na 14 mestih so ljudje lahko prehajali meje. Vidimo, kje je gostota večja, torej pri kraju Rogatec in pri Rogaški Slatini, zaradi steklatne in tako naprej, zdravilišča in tako naprej. Tole ni fotografija iz leta 1944, ožičena meja z v bistvu omejenim prehodom, ampak je v bistvu leto 18. Meja je zelo podobna. Tole je še en prikaz, v bistvu označena 2 mejna prehoda, sta v bistvu mejna prehoda, ker lahko danes greš čez. Torej, leta 1944 14 mejnih prehodov, danes v isti razdalji 2 uradna mejna prehoda. Kot smo lahko videli, na večini mejnih prehodov, ki si takrat lahko čez šel, danes ne moreš iti. Ljudje so prehajali uradno mejo, ogromno pa seveda tudi ilegalno. Tihotapljenje je precej dobro živelo. Tukaj je lepa fotografija, ki kaže mejo, mislim, da leta 1944. Z lojtrami so se nekako na vrhu srečali, zato da se niso dotaknili minskega polja in so švercali in so menjavali različne dobrine. Naprimer, ena pričevalka iz leta 19 mi je povedala, da je tudi mast bila zelo vredna. Naprimer, frizerka, kot je bila, je trajno frizuro naredila za eno šalčko masti. Pri mejnih prehodih so žal tudi ljudje stradali, torej pri tihotapljenju so ljudje stradali, tudi je primer, ko so ga pač graničarji enega od njih ubili.
Tole primer dal sem zato, da se vidi v bistvu Hrvaško Zagorje v tem delu je nekako vedno bilo orientirano proti slovenski strani. Zaradi tega v bistvu je bil prehod meje zelo pogost, fluktuacija je bila zelo pogosta. In v bistvu dvolastniki na obeh straneh. Zraven tih otapljenja so ljudje pač prehajali mejo, ker so rabili v bistvu zaradi različnih razlogov. Tole je spet posebna zgodba, družinska, mrzel stric, Francl se je ženil na slovensko stran, naredil si je rov preko meje, preko minskega polja in to je nekako prakticiral kar nekaj mesecev. Nekega dne je se odločil, torej, da gre tako kot ponavadi k svoji ljubici in pri tem naletel na novo postavljeno mino, ki je prej nikoli ni bilo tam, torej je Graničar očitno videl prehod in nastavil mejo, nastavil mino. Francl je mino zadev, mina je eksplodirala in v bistvu 3 dni je še umiral doma, naredil oporoko in v bistvu umrl zaradi strelne rane. Kar želim še tukaj poudariti. Oče, ki je bil tedaj že mlad fant, je pripovedoval, govorimo o letu 44, rekel 45. leta in 46, ko so potem žice ob meji odstranili, smo gledali ob hiši ostanke obleke strica, ker doben ni upal iti tja, da bi odstranili. Torej, v bistvu travme, ki so zaradi tega ostale, so bile očitne. No, zdaj pa, v bistvu smo že nekako pri koncu 44. leta, Nemci začno utrjevati južno mejo zaradi morebitnega izkrcanja zaveznikov v Istri in nekako pohoda tule čez. Zato prisilno mobilizirajo delavce, domačine, torej vojnovetnike in domačine, nekako v radiju 20 km od meje, če si lahko predstavljate, do Šentjurja, skoraj pa do Celja, iz Rogaške in potem ves ta pas, in kopljajo rove ob liniji meje. Tole so v bistvu še ostanki današnji na terenu in tukaj je v bistvu primer sodelovanja odličnega z geografi. Jaz sem pač opazil ene šicgrabne, v katerih kot mulc nikoli nisem vedel, zakaj se gre, na kar smo le ugotovili, da to ne bi bilo ostanek vojne in zakaj. No, tole je še danes vidno na terenu. Ne? Kaj to je? Bunkeri, strelski jarki in mitraljezka gnezda. In ta linija obrambnih linij teče od Rogatca pa še višje, v bistvu pa vse do Bezeljskega, je vidno še danes na sistemu LIDER, kar lahko to, kar vidimo. Torej, v bistvu geografi nam pomagajo s svojimi metodami in inštrumenti, da lahko na ta način dobimo. In to so v bistvu še ostanki današnji na terenu. No, končal bom zgodbo, kjer sem začel. Za domačine, za ljudi, ki so živeli ob meji, vojne ni bilo konec 45. leta, ne? Ampak so v bistvu se z ostanki, materialnimi ostanki ukvarjali še mnogo let po vojni. Če si predstavljamo mine, ki so bile postavljene, Nemci niso izkopali ven, so ostale, Sotla je poplavna reka, marsikaj jih je odneslo, še danes jih pri izkopih najdejo, seveda več ne sprožilne. Po vojni pa so mine še bile sprožilne in kako so se lotevali, da so v bistvu travnike spucali, da so pripravili travnike za pašo in tako naprej, tole nekako pač poveduje moj starata, da je pač naredil, da je vlekel v bistvu na volih, na dolgi prilagojeno brano, torej da jim je dal posebne nože in potem v navadni razdalji čistil leto, 2 travnike, ne, ki so ostali. Torej, en primer, kar smo vam pripravila z Matijo, torej južne meje v Obsotelju, meja, ki v bistvu je še danes vidna tako v spominu, kot v bistvu v materialnih ostankih. Hvala lepa.